In tudi takšno grajo mora avto vsake dolg časa pojesti, nimaš kaj? Dobran, veš, kje sem jaz zdajle? Na Fužinah. Sam sem jaz v srednjo šolo hodil. SŠGT, turistični tehnik. Veš, v kjer avto sedim? Ford EcoSport. Imam par stvari za povedati. Ta prva stvar, ki jo moraš v EcoSportu vedeti, prvič je vam prišel koliko? Dobre 2, slabe 3 leta nazaj. Delali so ga v Indiji, predvsem za Azijo pa Južno Ameriko, ampak prišel je pa tudi do Evrope. Evropski kupci pa veš, kakšni smo, ne? Generalno gledano, daleč najbolj zahtevni na celem svetu. In pa si hitro najdu koga, ki je začel malo bolj izpod oka gledati na EcoSporta, zato ker je treba priznati, da je oblikovno vse malo bolj odstopal od tega, kar je Ford v tistem trenutku ponudil. Bil je malo naroden, no. Pa kabina, to je treba priznati, je delovala malo ceneno, ne. Si se noter usedel, pa če si slučajno pred tem vozil kakšne tekmece, si rekel, čak malo. Stari, kom pa je zdaj to? No in če temu malo nerodmu, ali pa dajmo reči neusklajeno videzu, dodaš ta malo cenen feeling tukaj v kabini, pa zraven prešteješ res zgolj zadostno varnostno opremo, pa rečeš, čakaj malo, no. Zakaj pa ne bi vi to vse skupaj malo drugačno naredili? No in pol je Ford naredil točno to. Tale EcoSport ne nastaja več v Indiji, ampak v Romuniji. Pa to je še najmanjša novost. A veš, za začetek je treba priznati, da je zdaj oblikovno vse malo bolj posrečen. Moram reči, da pravzaprav zgleda prav dober. Dost je podoben recimo Edgeu ali pa Kugi. Dobar, tale nasploh zgleda dost boljš, ne? Tudi zato, ker je oprema ST-Line. Feltne so malo hujše, odbijači so malo bolj opasni. Pa tale dvobarvna kombinacija modro, črna, pa s temi spoilerjem zadnji, vse skupaj izgleda dost bolj posrečen. Je pa res, da če zbereš opremo ST-Line, kar pozab na tistih 16, pa še neki jurjev, za kokar drugač dobiš osnovnega. Pri temu si pol 1, 2, 3 pri 20, mogoče celo 21. Zdaj pa hitrih bistvu. Je že okej, da je Ford poštimal zunanji videz, ampak še bolj pomemben je pa to, kar se je zgodilo v kabini. Feeling tukaj noter, kot da bi bil v drugem avtu. Kakovost, materiali, celotna izkušnja, kokpit, pa tudi umestnik Sync 3, ko se skupaj ne kup vržeš. Je stari druga zgodba. Jaz se tukaj noter bistveno boljš počutim, kot sem se prej. Ker to je najpomembnejši del, ne? Da se ti kot voznik ali pa konec koncev kot potnik dobro počutiš. Da nisi ves čas čakaj malo, kaj je zdaj to. A veš, celotno okolje okrog voznika, materiali, stvari, ki jih ti šlataš, konec koncev tudi umestnik, ki sem ga že prej omenil, pa preglednost, vse je kar v redu. Odlagališče dost, predalov je dost, vse skupaj štima. Je pa nekaj res. Prostorska ponudba. Glej, kar se uporabnosti, priročnosti, praktičnosti tiče, če odzamem to, da je avto 19 cm oddaljeno, tal pa je veliko lažje noter pa ven hoditi, je tukaj Fiesta boljša. A veš, placa v kabini je razmeroma malo, v drugi vrsti ga hitro zmanjka za noge, pa tudi tukaj v prvi vrsti je tako, no, nam rekel, da se počutiš utesnen, ampak kakšen centimeter levo pa desno bi pa še rabo, no. Se je pa treba navaditi še na eno posebnost, le kako se kufer odpira. Zdaj, te tak način odpiranja, zapiranja mod, ne vem, mene recimo ne toliko, je pa res, da ne, zavzame to kar veliko prostora. Tukaj je prostornina poprečna, imaš tudi dvojen dno, če ga nucaš. Tale rob je tudi kar zajeten, tako da ko ven daješ stvari, ne, gor pa ven, ne dol pa ven, ko boš popraskal. A veš, kaj mi je še všeč? Avto je dobro vodljiv, ukreten, krmiljenje je dober, blaži pa načeloma dobro, vsak dolg časa te pa malo preseneti. Malo na grobo včasih kakšno lukenco vzame. Veš kaj pa to? Motor. Če mene vprašaš, najboljša stvar pri tem avtu. 1.0, 103 kW, a je varčen ali ne, lej, sam se odloč. Mene je popil med 6.2, no ajde, bolj 6.4, pa 7.1. Največjo prednost pa valjda vidim živahnost, pristoji avtomobilu, dobra elastičnost, meren tek, tih je, skratka, vse tiste pozitivne lastnosti, ki jih je Fordov 1.0 EcoBoost že dokazal tudi pri kakšnem drugem avtu. Zdaj, ena od pomanjkljivosti, ki jih pa avto ima, predvsem takrat, ko ga primerjaš s tekmeci, je pa varnostna oprema. Osnove so poštimane, to te ne rab skrbeti. Ampak polk, pa prideš do naprednejših sistemov, ki jih med drugim tudi Ford ponuja v drugih modelih, tam je pa zgodba vsem malo drugačna in tam tekmeci stopijo stopnico višji. In tudi takšno grajo mora avto vsake dolg časa pojesti, nimaš kaj? Če pa potegnem črto, Ford palc gor za stilsko preobrazbo. EcoSport v drugi izvedbi je čisto ena druga reč, kot je bil EcoSport v prvi. Kakšne stvari bo valjda treba še poštimati, ampak to, kar ste naredili do zdaj, ta korak naprej ali pa navzgor, to sam kaže, da ste se sposobni prilagoditi pa izboljšati. In če bi delal tale vlog 1, 2 ali pa 3 leta nazaj, bi rekel, ajde. Tako ga delam pa danes, pa rečem, hej, much better. Pa treba ena stvari še poštimati, to je res.